Lepo pozdravljeni. Moje ime je Petra Slatinšek, zaposlena sem tukaj v Kinodvoru kot vodja oddelka za mlado občinstvo in filmsko vzgojo in sem danes nekako v dvojni vlogi. Malo se počutim tudi kot gostiteljica, čeprav sta Marina pa Barbara vse zrihtali, ampak gre za to, da je to že četrto predavanje v tem šolskem letu na to isto temo, vendar prvo v domačem kinu, pa je vseeno, moram reči, da občutek majčkeno drugačen. Zdaj, mogoče bi vas za začetek lepo prosila, če imate zapiske ali pa telefone, pa da si odprete mogoče beležko, imam eno prošnjo. In sicer bi vas lepo prosila, če si lahko zapišete nekaj osnovnih vrednot vašega razreda oziroma vašega poučevanja oziroma vrednot, ki se vam zdijo pomembne, ko izbirate vsebine za otroke. Pa če rabite mogoče še bolj ozko usmeritev vrednot, ki so povezane z izbiro umetniških vsebin ali pa celo konkretno filmov. Pa bi vas prosila, da se mogoče izognete tehničnim podrobnostim o tem, da mora biti film za vašo starost vaših otrok primeren ali pa da mora biti določena dolžina filma ali pa to, da mora biti sinhroniziran, to so tehnikalije. To mogoče dajmo na stran, pa se osredotočimo na tisto, kar je vam zelo pomembno. Hvala vnaprej. Minutka. Bomo kar začeli, pa če boste dobili še kakšno idejo med samim predavanjem ali pa danes, čez dan, vas povabim, da si jih zapišete, pa ni namen, da si vse, da si povemo vse te vrednote, ampak bolj je namen, da jih primerjamo, mogoče s stvarmi, ki jih bomo danes slišali. Namreč, animiranih filmov je vsako leto več. V ponudbah, ki jih prejemate v kinu, ko se odločate za ogled, na internetu je prava poplava animiranih filmov. In namen današnjega predavanja je pravzaprav to, da se osredotočimo na nekaj bistvenih značilnosti, predvsem sodobnih animiranih filmov, prav tistih, ki so trenutno na voljo za ogled, in da skupaj na primeru enega filma pogledamo določene elemente, ki jih velja upoštevati pri izboru. Se mi pa zdi, da je nad vsemi temi elementi najpomembnejše prav to, kar ste si morda zapisali, ne? Torej tiste vaše vrednote v vašem razredu, ki se jih vedno velja držati in so en dober kompas in vedno bolj pomembne so, glede na to, da je filmov vedno več. Tako da jih lahko kombiniramo z nekim klasičnim znanjem, filmskim in sodobnimi trendi v sodobni produkciji. Najboljše, da gremo na en konkreten primer. Izbrala sem en izjemno povprečen film. Namenoma nisem izbrala izjemno kakovostnega ali pa izjemno slabega, ker se mi zdi, da je takšnih filmov vedno več. Včasih je bilo razmerje približno tako, da smo imeli velike produkcijske, studijske animirane filme iz večjih studijev iz Amerike in pa neodvisne avtorske animirane filme. Danes so te drugi mogoče v manjšini, v veliki večini pa prevladujejo takšni filmi in to so pravzaprav celovečerni animirani filmi narejeni v 3D tehniki, v računalniški tehniki animacije, prihajajo iz Rusije, iz Kitajske, iz Indije, iz Španije, zdajle pred kratkim je bil prvi iz Italije in tole je eden iz Islandije. Namreč produkcija se je pocenila in odpirajo se nekako novi trgi in skupno jim je to, da so izven ameriških studijev narejeni in da so res večinoma celovečerni in narejeni v 3D tehniki. Če smo v vlogi tistega, ki izbira film za naš razred, to bojo nekako današnji koraki, zagotovo najprej pogledamo čisto osnovne podatke o filmu, preverimo, kje je dostopen, ali je dostopen na DVD-ju, ali je dostopen v kinu, kje si ga lahko pogledamo. Če je možno, da pridobimo tudi osnovne informacije glede starosti. In potem velja majčkeno raziskati
kontekst tega filma. Jaz sem recimo pogledala, kdo je režiser tega filma in kakšne izkušnje ima. Lahko sem ugotovila, da je to njegov prvi celovečerni animirani film, da je posnel sicer 2 celovečerna igrana filma za odrasle, nekaj kratkih filmov in iz tega dobim prvi pomemben podatek. Nima izkušenj z animiranim filmom in nima izkušenj s produkcijo za otroke. To je en zelo pogost fenomen danes. Potem zame zelo pomemben podatek je, da je film dobil ECFA nagrado. ECFA je kratica za organizacijo European Children's Film Association, ki je v bistvu, mi smo tudi člani te organizacije, to je v bistvu mednarodna organizacija, ki združuje strokovnjake na področju filma za otroke in mlade in ti strokovnjaki se 10-krat letno dobijo na določenih festivalih oziroma so 3 predstavniki organizacije v žiriji, v strokovni žiriji in na podlagi svojih strokovnih znanj izberejo izmed vseh filmov na festivalu enega in ga proglasijo kot najboljšega. In ta film je dobil to nagrado. Torej, zame pomemben podatek, moji kolegi v tujini so film, vsaj 3 v žiriji, prepoznali kot na tistem danem festivalu kot najboljšega. Potem zagotovo ena zelo osnovna stvar, da si preberemo zgodbo. Očitno ta govori o nekem šibkem ptičku, ki s pomočjo prijateljev premaga težave. Lahko da gre za lepo zgodbo, za pozitivno sporočilo v smislu, da če si pomagamo, če stojimo ob strani, da zmoremo veliko več. Mogoče nagovarja k sodelovanju v skupnosti, k neki solidarnosti, to lahko vedno primerjamo z našimi vrednotami razreda. So pa omenjeni tudi zlobni sovražniki in pa ptiček, ki jih premaga, postane heroj. Zveni to mogoče kot nek stereotip, je to sporočilo primerno za nas, bodimo kar se da kritični, glede na to, da je filmov na voljo zelo veliko. Verjetno vas večina že pozna IMDb bazo podatkov. Zelo je koristna, če želimo biti še bolj radovedni in tako sem recimo za igro pogledala, kdo je oblikoval like v temu ptičku Poldiju in ugotovila, da je to nek gospod Carlson in potem prek klika na njegovo ime lahko vidimo, katere druge like je še oblikoval. Vidimo, da ima izkušnje z oblikovanjem likov v animiranem filmu, ampak da so že na prvi pogled, da v bistvu njegova likovna zasnova podpira predvsem komercialni aspekt filma. In mogoče se bomo najprej ustavili pri temu elementu, kako pomembna je likovna podoba za začetek, likovna podoba glavnih likov. Namenoma sem jih ločila v 2 vrsti, kakšni so v prvi vrsti, ali so samosvoji, se vam zdi, da imajo nek originalen značaj. Zakaj imajo velike oči? A so velike oči ljubke? Kaj dosežemo s tem, ko ima glavni junak ljubke, velike oči? Zakaj je to pomembno? Druga vrsta je nekoliko drugačna, ampak če se ustavimo pri teh velikih očeh. Zelo veliko, osnovno pravilo filmov za otroke je, da morajo otroka, gledalca nagovarjati. Težja naloga je, če se ekipa filma odloči, da bo to izvedla tako, da bo za glavnega junaka postavila otroka, ki razume otroški svet in pripovedovala celo zgodbo oziroma cel film iz perspektive otroka. Če bo film nagovarjal otrokove čustva, potrebe, sanje, domišljijo, če bo glavni lik izviran, samosvoj, če bo imel izrazit značaj, bo to pač težji način. Obstajajo pa tudi lažji načini. In recimo v igranih filmih je en zelo pogost način, kako pridobimo otroškega gledalca na svojo stran ta, da v prvih 5 minutah zvemo, da se je našemu glavnemu junaku zgodilo nekaj slabega, zato da se nam zasmili. Potem smo takoj z njim in film mnogo lažje teče naprej. Zelo pogosto zvemo, da mu je umrl eden od staršev,
oziroma da je eden od staršev na tak ali pa drugačen način disfunkcionalen, odsoten. Zdaj ne rečem, da to niso pomembne teme, otroci se srečujejo s tem v vsakodnevnem življenju in prav je, da gledajo tudi takšne filme, ampak ta element mora biti utemeljen. Se pravi, če film dejansko govori o tem, da je otroku umrla mama, potem je to seveda utemeljeno. Ampak zelo velikokrat imamo v bistvu akcijske filme ali pa komedije, tudi drame, kjer pravzaprav v 5 minutah to zvemo, nekaj zelo slabega, ampak potem se film s tem ne ukvarja. Temu jaz rečem pač neutemeljena tragedija v prvih 5 minutah s tem namenom, da dobimo otroškega gledalca na svojo stran. V animiranih filmih to poteka drugače. Glavni junaki lahko privlačijo s to ljubkostjo, všečnostjo in to se odraža že v likovni podobi. In pač v današnjem času so popularne velike oči. In jih vidimo tudi na bencinskih črpalkah, vsi ti pliškoti imajo zelo velike oči, skratka tudi otroci, ki nam zavestno rečejo, da bojo naredili ljubek obraz in potem na široko odprejo oči, se to poznate iz, to je domače. Medtem ko v drugi vrsti lahko vidimo drugačne junake, odražajo mogoče tudi nekaj širšega, vidimo, kakšna je likovna podoba filma kot takega, vidimo, da gre za različne tehnike, da so narejeni s svinčnikom, da so uporabljene voščenke, akvareli, lutke in tisto, kar je zelo pomembno, iz njih lahko prepoznamo, kakšen je avtorjev svet. Kakšen svet se nam bo v tem animiranem filmu odstrl in upamo, da film presega neke aktualne klišeje, lepote. V prvi vrsti gledamo bolj komercialno naravnane filme, v drugi bolj avtorsko, ampak zadeve spet ne smemo poenostavljati. Nikakor to ne pomeni, da so komercialni filmi slabi, avtorski pa dobri. Nažalost, če ne bi hitro opravili s tem. Se pa v likovni podobi vsem prepozna, koliko je tukaj tržne in prodajne logike. Zdaj, recimo, primer izjemno kakovostnega filma je Koko in velika skrivnost, nastal je v studiu Pixar, studio, ki spada zdaj zadnja leta pod Disneyjevo korporacijo in je jasno zelo komercialen film. In kljub temu, da ima glavni lik mogoče majčkeno klišejsko podobo, še vedno govorimo o izjemno kakovostnem filmu. In to kakovost se pač odraža še na drugih nivojih v zgodbi in predvsem, kar je značilno za Pixar, v izjemni kakovosti animacije. Tukaj lahko vidimo zelo na hitrco mogoče razliko med glavnim likom v Poldiju in pa stranskimi liki. Tale beli ptič je Giron in je v bistvu v funkciji pomočnika, pomaga Poldiju do Rajske doline. Na prvi sliki pa so živali, ki živijo v Rajski dolini. Že na prvi pogled so drugačne, nimajo nujno velikih oči in stranski liki niso nujno potrebno ljubki. Pogosto odražajo v tovrstnih filmih, kot je Poldi, Pustolovščine pogumnega ptička, veliko več značaja. Zdaj si bomo pogledali en odlomek, iz katerega bomo videli neko tako precej tipično razliko med glavnim in stranskim likom, pa vas vabim, da ste pozorni na njuno likovno podobo in na značaj, ki se mogoče odraža v tem, kako govorite. In proti koncu posnetka vas vabim, da ste pozorni na Gironovo hojo, na način, kako je animirana hoja. Skratka, ne bom rekla, da Giron ni klišejski, ampak vseeno je majčkeno bolj humoren, neprilagojen, samosvoj in likovno precej drugačen od glavnega junaka. In zelo simpatično pove, da je pravzaprav Poldi zviti, popolni ponaredek ptiča. Meni se zdi, da se tukaj skriva že kritika same filmske ekipe do tega, kakšen je Poldi. Zakaj so stranski liki pogosto bolj svobodni? Najbrž zato, ker se z glavnim likom ukvarja več ljudi, prodajna služba, marketing, producenti, o glavnem liku nikakor ne odloča avtor sam. To se vedno znova potrjuje, ko se pogovarjamo z njimi.
ta ista služba se ukvarja tudi s stranskimi liki, če so škodljivci, če so pomembni za zgodbo, sicer se pa zelo pogosto zgodi, da so stranski liki glavno polje avtorske svobode. Kaj se lahko iz tega odlomka otrokom vtisne v spomin? Marsikaj. A je zdaj en odlomek v filmu zelo pomemben za to, kako si otroci sestavljajo vrednote? Verjetno ne tako zelo, ampak če jih vidijo več in vedno znova na isti način, pa verjetno že. A je možno, da je del sporočila tega odlomka tak, če želiš biti glavni, moraš biti ljubek, vljuden, prijazen, moraš imeti manire, če te pa ne moti, da si v družbi postavljen v neko stransko vlogo, si pa lahko mogoče majčkeno bolj samosvoj. To je eno vprašanje, ki lahko izhaja iz takšnega odlomka. Svet ni črno-bel, to je samo hipoteza, ampak vseeno, jaz osebno sem vedno bolj občutljiva na to, ker se mi zdi, da pač otroci vidijo zelo veliko takšnih filmov in me zanima, kako si oblikujejo svoje vrednote, glede na to, kako so postavljene vrednote v filmu. Drug zelo pomemben element pri analizi animiranih filmov pa je kakovost animacije. Zakaj? Animiran film pravzaprav ustvarjamo iz niča. Ustvarjamo lahko karkoli in zato je pomembno, da so značaji v filmu zelo izraziti, to se pa ne odraža samo v likovni podobi, ampak se odraža tudi v tem, kako kakovostno so animirani. Zdaj, če ste videli na koncu posnetka, Giron hodi zelo počasi, boki se mu rahlo dvigujejo. To je en tak zelo generičen, zelo pogost tip hoje v 3D animacijah in sicer zato, ker je to cenejši način animiranja. V kakovostnih, recimo večjih ameriških studijskih filmih take hoje ne bomo nikoli videli. Ta hoja je izrazito španska, ruska, kitajska, indijska in ne toliko Disneyjeva recimo ali pa kakšnega drugega studija. Namreč v studiu Pixar imajo animatorji normo, da zanimirajo 3 sekunde na teden in animirajo vsako stotinko sekunde posebej. Nimajo generične hoje. So pa normativi v kakšnih studijih, kjer je manj denarja, drugačni in imajo animatorji lahko tudi normo, ki je strašna, 10 sekund na dan. In tam je princip animiranja čisto drugačen. Vzameš v bistvu začetno točko A, določiš končno točko B in izbereš nek generični tip hoje. In potem se zadeva sprocesira z minimalnimi korekcijami. To je pač neka krajša pot in kot rečeno, to zelo vpliva na to, kakšen vtis pusti film, koliko je prepričljiv, ker je narejen iz nič, si ne moramo z ničemer drugim pomagati, so vsi ti elementi zelo pomembni. Kaj se dogaja v tovrstnih filmih? V tem še ne toliko, v kakšnih slabših še bolj, da se v bistvu ta odsotnost animacije oziroma šibka animacija, ki sama po sebi ne more zares prepovedovati, se mora z nečim nadomestiti. Zadnje čase vsi te filmi zelo temeljijo na dialogih in glasbi, ker se na ta način v bistvu z zvočnim delom prekrije šibko animacijo. In na ta način smo bolj pozorni na zgodbo, na dogajanje, kot pa na vizualno plat filma. Mogoče še ena zanimivost, ponavadi je delo razdeljeno tako, da vsak lik animira en animator, se pravi, en animator je odgovoren za en lik. Vsi imajo isto normo, nimajo pa vsi istih izkušenj in znanj in tako prihaja do velikih razlik med njimi. Jaz sem se o tem pogovarjala s slovenskim animatorjem Dušanom Kastelicem in me je opozoril, da naj si pogledam z te perspektive film Shrek še enkrat in bom videla, kako so stranski liki med sabo različni. Jaz sem skušala najti en odlomek, ki bi morda odgovoril na to tudi v Poldiju, pa si ga bomo zdaj pogledali. Primerjali bomo stopnjo gibanja. Oba sta stranska lika, se pravi, enega je delal en animator, enega drug. Primerjali bomo, koliko se gibata v določeni sekundi in koliko sta posledično prepričljiva oziroma dodelana.
koliko je statike, koliko je dinamike. Zdaj si bi pa pogledali mogoče še en odlomek, kjer je v bistvu akcijski prizor, ampak temelji na istih principih kot ta, ki smo ga zdaj videli. Malo godalnega orkestra, veliko govora in pravzaprav, če smo pozorni na gibanje, je zelo počasno, zelo minimalno. Zdaj, tukaj je godalni orkester zelo izrazita, ne? Zelo velike glasbe in kakšno vlogo ima, to je zdaj mogoče naslednji element, ki ga velja pogledati, ne, sta glasba in zvok. Vidimo, da zelo nadomeščata resnično akcijo oziroma da podpirata v tem prizoru, ki je eden od glavnih v filmu, njegovo dramatičnost. V tem filmu pravzaprav zvočne pokrajine zares ni, večinoma poslušamo ta godalni orkester, ki prekriva celotni spekter zvočnega dela filma, ki bi bil lahko sestavljen tudi iz tišine, tudi iz zvokov. V glavnem podpira vsa čustva, ki se odvijajo v filmu, od melanholije, žalosti, veselja, dramatičnosti. Pogovarjala sem se z dvema glasbenikoma, ki opremljata animirane filme in eden od njiju mi je rekel, da se pravzaprav bi rekel, da se temu reče, da glasba ilustrira dogajanje. Tisto, kar pa lahko cenimo pri kakovostnih filmih, je, da glasba oziroma zvok interpretirata. V bistvu ne toliko dogajanje, ampak ta svet, ki ga je avtor želel predstaviti in to popolnoma enakovredno sliki. Da ne gre za to, da podpirata sliko, ampak da pravzaprav ponujata svojo interpretacijo nekega širšega sporočila v filmu in posledično cenita, kadar je zvok kontradiktoren sliki, recimo, ali pa kadar je odsoten, ali pa vsiljiv, ali pa ambivalenten, ki sproža druge vrste občutkov. In pravzaprav gre pri zvoku in glasbi za isto stvar kot pri vizualni podobi. Ves čas moramo imeti v mislih, da je animiran film narejen iz nič in da je v celoti skonstruiran v studiu, kar pomeni, da ima neomejene možnosti tega, kakšen bo zvok, kakšna bo slika. Ni omejen z realnostjo. To je v bistvu njegova največja prednost, lahko je pa to tudi največja pomanjkljivost animiranega filma, če te možnosti ne izkoristimo v celoti in iščemo neke krajše klišejske poti. Ko smo pri zvočnem delu filma, je zelo pomembno, da smo pozorni na kakovost sinhronizacije. Martina Peštaj, ki bo predavala za mano, bo mogoče nekaj malega o tem povedala, sicer pa jo lahko skupaj vprašamo še kaj o tem, ker ona dela na televiziji in se s tem ukvarja že vrsto let. Jasno je, da iščemo predvsem knjižno slovenščino, da iščemo razločen jezik, kakovostne prevode in kakovostno interpretacijo igralske zasedbe. Pozorni moramo biti na morebitne dialekte v filmih, a so vnešeni zato, da podprejo neko stereotipizacijo ali so tam utemeljeno prisotni. Skratka, ustavila bi se mogoče še enkrat pri tej nevarnosti sodobnih animiranih filmov, ko so tako kot vsi narejeni iz nič, potem se pa ravno zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti obesijo na stereotipe. Na to, zakaj so v animiranih filmih stereotipi toliko prisotni, vplivajo tudi finančna sredstva oziroma intenzivnost avtorskega pristopa, kar pa je za nas pomembno, je pa to, da vemo, da so otroci stereotipom zelo podvrženi. Tisto, kar otroke najbolj razlikuje od odraslih, je to, da imajo manj izkušenj. In izkušnje si gradijo na tem, kar opazujejo, gledajo in doživljajo, in glede na to, da animirane filme gledajo zelo, zelo veliko, se verjetno strinjamo, da si izkušnje in vrednote postavljajo tudi glede na to, kakšne celo na novo. Kot predšolski otroci so morda neobremenjeni s svojim videzom, skozi leta
iz različnih razlogov pride do te obremenjenosti za svojo samopodobo. In zato se mi zdi, da moramo biti zelo kritični in pozorni na to, kakšna so sporočila, ki jih dobivajo v animiranih filmih. Zaradi te nevarnosti stereotipizacije, ki je bolj izrazita kot v igranih. Tukaj le vidimo Poldijevo prijateljico. Za razliko od ptičkov ima ona privihane trepalnice, pa roza lička ima, medtem ko ptički jih nimajo. Čeprav vemo, da je v naravi mogoče ravno obratno, da so samci bolj pisani. Ampak ne zato. Na srečo je ona na videz sicer res majčkeno stereotipna, ampak v resnici je pogumna, spretna in v marsičem boljša od Poldija, kar štejemo v filmu v prid. Potem spodaj imamo eno morsko deklico. To je ena serija, ki sem jo vzela naključno iz YouTubea, zelo pogosta, temelji na slapstick komediji, nima dialogov. Zig in Šarko se ji reče. Tale morska deklica je očitno prsata, ima ozke boke, tako nespremenjeno, fiksno, lepo pričesko. Zig in Šarko sta mišičasta. Deklica živi z Šarkom, Zig jo hoče pa v vsaki epizodi ugrabiti. In zanj sem gledala en prizor. Ona je kuhala, pač tam v kuhinji je stala in je kuhala, vsa lepa, vedno ista. In potem stopi ta Zig noter in jo dvigne, kaj en hlod. Tako, sploh se ni nič bralna. Sam dvignil jo je in jo je odnesel ven. In ona je bila tam gor in sam slišimo njene glasove in to je to. In potem ona čaka, da jo njen Šarko reši. In tako grejo vse epizode po istem principu. Desno zgoraj je fotografija iz filma Neverjetni 2 iz studia Pixar, kjer res v tem filmu res uživamo v izjemni vrhunski animaciji. Komercialni filmi so zadnje čase zelo pozorni na delitev spolnih vlog, na mešanje spolnih vlog, vedno bolj so korektni. In zato mama Elastika v Dvojki rešuje svet, medtem ko je oči doma z flaško in dojenčkom in skrbi za gospodinjstvo. Ampak hudič je v detajlih. Tale gospa ima kratke lase, je zelo zafrustrirana, skozi film zvemo, da je samska in da je alkoholičarka in je glavni škodljivec v filmu. Meni se zdi to zelo problematično, ne samo za deklice, ampak tudi za fante. Če si lepa, fizično aktivna, boš imela moža, ki bo skrbel za tvoje otroke in ti boš lahko reševala svet. Pazi se, če ostaneš sama, verjetno se boš postrigla na kratko, pila boš alkohol in škodovala boš vsem tem dobrim ljudem, ki hočejo rešiti svet. Radikalno, vem, ni tako hudo, ampak vseeno, iz tega se otroci učijo. Spodaj je Liza iz filma Leo da Vinci Mona Lisa, Leonardova prijateljica. Po značaju, po tem, kako govori in kaj dela, vemo, da je še otrok, ampak kljub temu je likovno predstavljena kot ženska z razvitimi prsmi, ozkimi boki, urejene obrvi, ima trepalnice in je precej nerealna. Spodaj sta dva stranska lika, zelo simpatična, tudi boljša animirana, moram reči. Tale Agnes, ki kaže jezik, je taka predrzna, samosvoja, ampak tudi se vprašam, zakaj so jo portretirali kot debelušno. Eno vprašanje. Mislim, da te predstave zelo vplivajo na samo podobo otrok in na njihove predstave o tem, kakšni naj bodo drugi. Stereotipizacija zelo hitro vodi tudi do netolerance, do drugačnega od tistega, kar so stereotipi. Pa ne mislim samo v družbi, ampak tudi do otrokove netolerance do animiranih filmov, ki izgledajo drugače. Za hipac bi se ustavila še pri zgodbi Poldija, ki je zelo povezana s tem, kar sem ravno kar povedala. V osnovi poudarja sodelovanje v skupnosti, prijateljstvo, reševanje težav, neko pripadnost, ampak izpostavlja tudi ptička Poldija kot heroja,
ki, to je zelo pomembno, reši domače naselje ptičkov pobrežnikov pred zunanjim sovražnikom. Se pravi, ta ptiček živi skupaj z ostalimi ptički v enem naselju, kjer so vsi enaki. In če prihajaš od zunaj, je boljš, da si kot giron, si tak mal hecan, ampak prideš kot pomočnik. In kaj se zgodi z gironom na koncu filma? Poslovi se od ptičkov pobrežnikov in gre nazaj na svojo goro. To je idealen tujc. Pride, da pomaga, potem pa gre tja, odkudar je prišel. In ptički pobrežniki morajo ostati samo ptički pobrežniki na tej obali. Ampak seveda imajo sovražnika, tega orla, ki smo ga videli v tistem akcijskem prizoru, ki jih želi pojesti. To je zelo klasična zasnova filma, ampak je spet, glede na vaše vrednote, zdi se mi zelo pomembno, da se do tega opredelite. Kaj se vam zdi prav? A se vam zdi prav, da, mislim, a boste to razumeli, ta njegov napad in to, da jih on ogroža kot neko klasično pravljično zasnovo in ga umestili na ta način, ali bomo do tega kritični, ker se mi zdi, da je zelo majhen korak med tem, da je nekaj klasična pravljična zasnova, pa med tem, da pravzaprav otroke učimo, da je treba tujce odstraniti iz naše skupnosti in jih pokončati. Kakorkoli že, film na nek način sam odgovori na to, pokazala vam bom en prizor, kako so ptički pobrežniki rešili ta problem. Zdaj, tukaj naprej sploh ni več govora o tem orlu, ki je bil ubit, pogovarjate se o tem, kje ste bila, kako ste preživela, kako ste se pogrešala in tako naprej. Tega prizora ponovnega vstajenja, ko se orel spet dvigne, so se otroci v kinu, ko sem jaz to gledala z njimi v kinu, zelo ustrašili. Nekateri so celo skočili iz stola in zakričali. Bil je za njih zelo intenziven, kar mogoče niti ni tako običajno, ker se mi zdi, da kar precej prenesejo v zadnje čase. Zame je to naklepni umor, zame to ni klasična pravljična struktura, kjer imaš ti sovražnika, ki podpira celotno zgodbo, zame je to načrtni umor. Ptički pobrežniki so se ga mogli znebiti, Poldi je predlagal, dajva midva leteti naravnost proti zvonu, ko prideva do zvona, greva vsak v svojo smer, on naj se pa zaleti tja. Grob je bil že pripravljen, izkopan, da je lahko direkt vanj padel. Pomemben je, da se do tega opredelite, samo to sem vam hotela povedati. Imate več možnosti, res lahko to razumete kot neko pravljično zasnovo, če želite. Ampak recimo primer enega majčkeno boljšega filma, Zverinice iz gozda Hoki Poki, tudi tam je lisjak, ki želi škodovati ostalim prebivalcem gozda. Potem imajo pa pač tako po nordijsko demokratično sestank, kjer se dogovorijo za pravila v tem gozdu in se dogovorijo, kaj sme jesti in kaj ne sme jesti. Animirani filmi to rešujejo na različne načine. Zdaj, počasi moram zaključiti, ampak Petra iz filmske osnovne šole, Petra Gajžler, me je prosila, da se ustavim za hipec še pri vprašanju razmerja med animiranimi filmi in najstniki, s čimer se dotaknemo še ene pomembne lastnosti animiranega filma, ki si jo deli skupaj z stripom. Zelo pogosto animirani filmi predstavljajo prostor za kritičen pretres družbe, zato da izpostavijo vprašanja, pereča vprašanja v družbi. Zelo pogosto so v animiranih filmih prisotne subkulture ali pa recimo črn humor. In kot tak je izjemno primeren brez dvoma tudi za najstnike. Mislim, da ne bojo imeli čisto nič proti risankam, če bojo le dobili tisto, kar jih resnično zanima. In mislim, da tisto, kar najstnike zelo zaznamuje, je en izrazit občutek za pravico oziroma krivico v svetu. Vsaj tukaj v Kinodvoru smo imeli že večkrat priložnost opazovati njihove reakcije na mogoče kakšne kritične družbene podobe z vprašanjem, kaj lahko jaz storim, da do tega ne bi prihajali. In mislim, da jim lahko tukaj animirani filmi, da jih lahko podprejo v tej njihovi kritični misli. Kar se tiče dostopa do kakovostnih animiranih filmov, bi vas povabila, da si
pogledate našo spletno stran Zavihek za šole, tam boste našli seznam vseh filmov, ki so trenutno na voljo v kinu in ki jih mi priporočamo. Imate tudi filter glede na starost, da boste hitrejš našli tisto, kar vas zanima. Predvsem vas pa vabim, da v nadaljevanju današnjega popoldneva opazujete filme. Namreč videli boste precej filmov, kakovostnih in mogoče primerjajte zvok, sliko, gibanje, likovno podobo. Verjetno je razlika precej očitna. Za zaključek mogoče samo še ena misel, zakaj se meni zdi zelo pomembno, da otroci gledajo kakovostne animirane filme. Zdi se mi, da je film zelo lahko dostopen, animiran film, da bojo komercialne filme zagotovo gledali, brez dvoma. Tudi, če doma nimajo denarja, bojo prišli do komercialnih naslovov na tak ali pa drugačen način. Obisk kina je še vedno najbolj dostopna dejavnost, cenovno v primerjavi z gledališčem ali pa recimo glasbo. Komercialni filmi se znajdejo zelo hitro na DVD-jih, v knjižnicah, zelo hitro na internetu, otroci jih opazijo preko oglaševanja, si jih močno zaželijo in zagotovo bodo, ne glede na njihov socialni položaj, prišli do njih. Večje vprašanje je, kje in kdaj bodo otroci prišli do kakovostnih vsebin, ki so nujno potrebne za njihov razvoj. Kakovostna umetnost je nekaj, kar vsi rabimo, enakovredno tudi otroci, za njihov razvoj, za njihovo doživljanje sveta, za kakovostno življenje pravzaprav. In kako bojo prišli do drugačnih podob, pa ne mislim samo filma, mislim tudi sodobno glasbo recimo, ali pa klasično glasbo, ali pa vizualno sodobno umetnost, odrsko umetnost. Mislim, da je čas tak, da so otroci resnično v enakopravnem položaju samo v šoli, pa nikjer drugje. In da je šola pravzaprav edini prostor, ko lahko otrokom ponudi enakovredno nek odnos ali pa vpogled v drugačne kakovostne vsebine, ki so pomembne za njihov razvoj. Ne moramo računati na to, da bojo to dobili doma. In vem, da ste obremenjeni z birokracijo, s pomanjkanjem časa, ampak res močno upam in vam želim, da uspete v svojem delu najdete čim več časa za to, da jim pokažete najboljš. In vas vsekakor spodbujam, da ste izjemno kritični in vedno se lahko obrnete na strokovnjake, ki vam pomagajo pri izboru. Tisto, kar je pa zelo fajn pri filmski osnovni šoli, je pa to, da vam ponuja tudi možnost vnaprejšnjega ogleda filmov v kinu. Če se obrnete na Marino in Petro, imate določeno število brezplačnih vstopnic na voljo za to, da si sami film vnaprej ogledate in sami vzpostavite odnos do njega in ocenite, če je primeren za tisto, kar v tistem trenutku v šoli potrebujete. Videla sem še eno stvar, kar se tiče dostopnosti filmov. Eno sivo področje so avtorske pravice. Ali smete gledati filme v šoli ali ne, ali morate za to plačati pravice ali ne. Z naslednjim šolskim letom prihajata nova izbirna predmeta, filmska vzgoja za osnovne šole, za zadnjo triado in film za splošne gimnazije kot izbirna predmeta. In v procesu pisanja obeh učnih načrtov, kjer sem tudi jaz sodelovala, smo se to spraševali in smo ugotovili, da je zakon o avtorskih pravicah zelo interpretativen in da se ga da razlagati na tak in drugačen način, odvisno od tega, kjer člen beremo. Če gledate film v večji skupini, če se odločite, da ne pridete v kino iz takšnega ali pa drugačnega razloga in film gledate v telovadnici, vam svetujem, da urejate pravice z distributerji. Vas pa ščiti Ministrstvo za šolstvo, ki se je za ta namen učnih načrtov odločilo, da bo upoštevalo tiste člene zakona o avtorskih pravicah, ki govorijo v prid temu, da lahko uporabljate DVD-je v šoli, v razredu, v manjših skupinah za pedagoške namene. To sem vam samo želela povedati, ker je bilo zelo pogosto to vprašanje, kako pride do teh filmov. Dobro. Hvala.